Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Še en ponedeljek je in še ena v nizu oddaj Vi sprašujete, župan odgovarja. Tokrat se bomo potepali po občini Vransko. V našem studiu pa prav lepo pozdravljam županjo občine Vransko, gospa Nataša Juhart. Dober večer, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Na Vranskem ste konec minulega tedna praznovali občinski praznik, tudi letos ste to priložnost izkoristili za podelitev občinskih priznanj in letos tudi imenovanje častnega občana. Ja, res je, občinski praznik je ena taka prelomnica v občini, lahko rečemo, ko se malo ustavimo, pogledamo, kaj smo storili v tem obdobju in seveda tudi naredimo kakšne načrte za naprej. To je tudi en čas, ko se zahvalimo ljudem za sodelovanje, za preteklo obdobje in s podelitvijo občinskih priznanj zagotovo se zahvalimo tudi za daljše obdobje. Tako smo letos podelili kar nekaj občinskih priznanj, različnih od priznanj, plaket, grbov in pa tudi naziv častnega občana, ki ga je prejel letos Ivan Borštner za pomoč pri osamosvojitvi Republike Slovenije. Mislim, da je pustil kar v državi velik pečat. Veliko je pravzaprav teh posameznikov, organizacij, ki prispevajo k razvoju občine, k prepoznavnosti občine, k temu, da se v občini tudi ne nazadnje kaj naredi. Težko je vse nagraditi. Res je, vsak posameznik je zagotovo zelo pomemben, zato imamo res posameznike, skupine, ki dobijo priznanja. Hvaležna sem vsem občanom in družbam, ki prepoznajo te ljudi, ki našemu okolju, našemu kraju dajo nekaj več. In zato je tudi prav, da se jim zahvalimo in jih s tako posebno častjo tudi nagradimo za vso tisto njihovo upravljeno delo, za doprinos k kraju, prepoznavnosti občine Vransko, tako v širši kot tudi bližnji okolici. Kot ste že rekli, je občinski praznik nekakšna prelomnica, zato je morda prav, da preveriva, kaj vse se je v vaši občini aktualnega dogajalo v preteklosti, pa tudi malo, kakšni so načrti. Zagotovo eden izmed večjih projektov v preteklem obdobju je bila ureditev športnega igrišča. Veliko sredstev ste vložili van in ne nazadnje je to obrodilo tudi sadove, kolikor lahko vidimo po zasedenosti tega športnega igrišča ob športni dvorani. Ja, res je, o novem igrišču na Vranskem se je govorilo že kar dolgo časa, zato ni bilo druge, kot da takrat, ko je bil pripravljen razpis strani države z ministrstva, smo hitro zavihali rokave in pripravili ta projekt. Bili smo tudi uspešni na razpisu in zato smo tudi prejeli del sredstev strani države. Večji del pa smo morali zagotoviti iz lastnih sredstev, vendar verjamem, da je bilo vredno, ker prejšnje igrišče ni bilo več tako zelo primerno za šport, bolj za otroško igro in s tem smo dobili nove površine za košarko z umetno maso, potem za nogomet, tekalno stezo in pa stezo za troskok in skok v daljino, tako da imamo v bistvu vse te stvari, ki jih najprej potrebuje šola za vse, kar potrebujejo za svojo dejavnost in pa tudi društva in tudi vsi ostali občani in veseli me, da je igrišče zaživelo in da se radi zadržujejo tam in krepijo svoje mišice in dobro izkoriščajo svoj prosti čas. Skratka se kar pozna, če je infrastruktura dobra, potem tudi ljudje raje nekako gremo ven, se rekreiramo, uporabljamo te športne površine. Zagotovo. Zagotovo bi bilo še kaj za postoriti v prihodnosti, zagotovo bomo še dodali kakšne elemente, tudi morda kje drugje. Zaenkrat pa verjamem, da je tole kar taka lepa pridobitev in da se da dobro izkoristiti. Pred slabim letom ste odprli center jamskih doživetij, vstopno točko v Speleološki park. Kako je ta zaživel? Tudi ta je lepo zaživel, tudi tukaj gre za nek trajnostni turizem, nekaj posebnega, gre za spoznavanje našega podzemnega kraškega sveta, ki ga imamo tudi na našem območju, Čreta, Dobrovle. Območju imamo veliko teh podzemnih jam in pri nas ima center jamskih doživetij svojo točko in na tem prostoru sedaj imajo razstavo kamnin. Tukaj v tem prostoru lahko imajo tudi različne delavnice, izobraževanja in tudi pri njih se da organizirano iti ogledati te naše podzemne jame. Tako da verjamem, da bo to en večji doprinos k trajnostnemu turizmu in verjamem, da bo ljudje to še prepoznali, čeprav mislim, da so že kar dobro prepoznali, ampak s tem centrom bo pa sedaj ta prostor še zaživel
V sklopu tega smo dobili tudi eno varno pešpot z drevoredom, ki tudi zelo lepo popestri in obogati ta prostor tam v Podgradu in je res ena taka lepa točka za sprehodice in pa tudi seveda se ustaviti pri centru jamskih doživetij in pogledati, kaj sami ponujajo. No, sicer pa ste bili uspešni tudi na razpisu Ministrstva za kulturo s projektom obnove in oživitve Šventnerjeve hiše. Kdaj bodo tam dela zaključena? Gre za kar precej obsežen projekt. To pa je res eden večjih projektov. Veseli smo, da so na tem ministrstvu malo bolj segli v žep in smo dobili nekaj več nepovratnih sredstev, kar bi si želeli tudi pri drugih projektih. Saj vemo, da majhne občine zelo težko zagotovimo lastne deleže. In sploh, če so večji, težko si privoščimo kakšen projekt oziroma tega delamo, pa kaj drugega ne zmoremo več. Iz Ministrstva za kulturo za obnovo Šventnerjeve hiše pa smo bili res uspešni na razpisu in smo prijeli $500 000 nepovratnih sredstev, tako da to bo pa en tak lep zalogaj in bomo lahko v celoti obnovili notranjost Šventnerjeve hiše. Saj so opleski zelo dotrajani, ravno tako se bojo napeljave tudi posodobile, izboljšale. Senzorno, motorno ovirani bodo lahko prišli do teh vsebin, ki jih ponujamo v Šventnerjevi hiši. Tudi ta tic se bo posodobil, tako da pride kar nekaj takšnih tudi dodatnih izboljšav in pa zagotovo hiša, da dobi tak prostor oziroma da bodo ti rekviziti, ki so noter ta bivanski liki, da bojo v tem prostoru, ki si ga zaslužijo. Zunanjost je bila v preteklosti že obnovljena, sedaj s temi sredstvi bomo pa uredili notranjost, ker je tudi v tej hiši prostor za sklepanje zakonskih zvez in bomo tudi na ta način prostor polepšali, da bo mogoče še koga privabil, da se bo poročil v tej naši hiši. Saj imamo tudi zunaj lep vrt in verjamem, da kot celota, kot turistični produkt, tako za Vransko kot tudi širše, bo zelo pomemben prispevek. Kdaj pričakujete, da bi se lahko tu dela izvedla? V letošnjem letu se bo projekt začel, sedaj bodo šle ven razpisi za izvajalce, tako da v letošnjem letu se začne z izvajanjem, zagotovo v 2 letih ali pa več bomo videli. Sledili bomo časovnici in bomo naredili čim prej, ko se bo dalo. Se pa v vaši občini pripravljate na en še večji projekt, gre za gradnjo novega vrtca. Lokacijo, kot sva tudi v naši oddaji že govorila, ste že našli, tudi odkupili še potrebna zemljišča. Pred časom ste omenili, da ste skupaj študenti iskali tudi ustrezne rešitve za umestitev tega vrtca. Kakšni so rezultati, kakšen je izplen? Ja, zelo dober. Ponudila se nam je možnost, da so študenti Fakultete za gradbeništvo in arhitekturo v Mariboru, da smo lahko z njimi sodelovali in kot svoje zaključne naloge so pripravili prav projekt Vrtec Vransko in smo dobili 40 različnih vrst vrtcev, tako iz energetskega vidika, tako po obliki, različne zasnove, pač pa zagotovo vse v skladu z našo dokumentacijo, kakšen vrtec se lahko zgradi, kakšne so karakteristike glede OPN-ja, kakšne so omejitve in pa tudi glede metodologije in standardov, ki jih zahteva šolstvo. Tako da imamo res velik zanimiv izbor vrtcev, ne vem, ali bomo prav katerega od njih zgradili ali ne, imamo pa zagotovo nekaj favoritov. Je pa neka osnova oziroma iz katere bomo lahko izhajali, kakšen vrtec zares si želimo. Bo pa zagotovo to en večji zalogaj, saj kot smo že prej povedala, strani države res bi pričakovali še kakšne večje spodbude. Res pri majhnih občinah, pri naših zelo majhnih proračunih, ki imamo 4-6 milijonski proračun, dati za vrtec, ki sami vemo, da nekako tako zagotovo stane, niti za takšen denar ga ne dobiš, tako da bomo zagotovo tudi spremljali, kdaj bo kakšen razpis in se bomo prijavili in da bomo dobili še kakšna dodatna sredstva, da bomo to lažje izpeljali. Zagotovo je pa to prioriteta v naslednjih letih. Prostorska stiska je tista, ki vas pravzaprav pelje k temu, da zgradite nov vrtec. Na Vransko se ljudje kar zelo priseljujejo in tudi ta stavba, v kateri je taj vrtec, je še zadovoljiva, zato ker se vrtčevska dejavnost izvaja.
Verjamem pa, želim si, da bi tudi otroci in vzgojiteljice dobili takšne prostore, ki si jih zaslužijo, vendar vsaka stvar rabi svoj čas. Do sedaj je bilo v teh prostorih še primerno in v redu. Imamo zlate vzgojiteljice, ki se res zelo trudijo za te naše otroke, so zelo srčne in ni jim nobena težava tudi premagovati tiste stopnice, ki jih imajo v tej stari stavbi. Verjamem pa, da bodo vesele, ko bodo imele tudi one enkrat takšne prostore, da bo več prostorov. Seveda, glede na to, da se ljudje priseljujejo, bo potrebno narediti malo večji vrtec, in pa tudi, da bo primeren glede vseh površin in tega, kar potrebujejo po standardih. Kako pa je šolo? Tudi tam snujete neke načrte za izboljšave, recimo med njimi tudi jedilnica je ena takšnih. Ja, vzgoja, izobraževanje je neka takšna stvar, ki je zelo pomembna v občini, in pri teh najmlajših, pri teh naših nadobudnežih je treba najprej poskrbeti za to, da imajo zagotovljene prostore, da se lahko dobro razvijajo, Tako da za vrtec smo rekli, da bomo že to postorili, kar je zagotovo. V šoli pa bomo izvedli zaenkrat nekaj izboljšav, prostorsko zaenkrat nekako še shajajo, bo pa tudi treba razmišljati o tem. In prva stvar, ki je, smo rekli, da bomo dogradili prostor jedilnice, da bodo imeli malo večji prostor, ker je res jedilnica že iz tistih časov, ko smo še mi v šolo hodili, dotrajana je, v bistvu imajo lepo mize, stole, ampak res ni pa dovolj prostorska in se morajo zelo razdeliti, da pridejo takrat na obroke, na malice, da lahko se vsi v miru najejo. In pa tudi učiteljem in vsem skupaj bo prišel prav prostor, en tak večji prostor, kjer bodo lahko imeli morda tudi kakšen dogodek notrno. Tako da s tem bi začeli, to je bila tudi njihova želja na šoli, da bi to potrebovali, in smo jim prisluhnili in sedaj že pripravljamo dokumentacijo. Pred kratkim ste za te prostore vzgoje in izobraževanja poskrbeli tudi za prezračevanje, rekuperacijo, torej za nekako odstranitev tega škodljivega radona iz prostora. Tako, tudi to nam je bilo naloženo in tudi to smo sedaj speljali v dveh učilnicah v šoli in v eni igralnici v vrtcu. To smo sedaj tudi izvedli, zato ker je pomembno, da so otroci in vzgojitelji v varnem okolju. Vedno so govorili prezračevanje in še vedno vemo, da največji ukrep je prezračevanje, vendar vemo, včasih se tudi lahko kaj zgodi, da do tega ne pride tako vestno ali karkoli. In smo sedaj pač naročili te naprave, zato da sedaj je zrak tak, kot si ga zaslužijo, da bodo bolj zdravi in bolj varni vsi skupaj v tem prostoru. Lani pa ste zaključili z nadgradnjo čistilne naprave, tam postavili tudi sončno elektrarno, nekako poskrbeli za energetsko samooskrbo tega objekta. Se že kažejo prihranki? Ja, seveda, hitro se to pozna, zagotovo v celoti še ne, vendar se pa pozna. To je bil tudi takrat pogoj, razpisni pogoj, ker smo dobili ta sredstva za širitev čistilne naprave Vransko, da je bilo treba potem tudi zgraditi sončno elektrarno. To smo sedaj izvedli in smo tudi prejeli ta del sredstev. In verjamem, da je to tudi glede na čas in cenovne spremembe v energentov, in to mislim, da bo to zagotovo se še na daljši rok pokazalo, da je bila odločitev pravilna. Kar se tiče čiščenja odpadnih voda, imate tu še kakšne načrte ali so zadeve zdaj narejene tako, kot potrebujete? Bom rekla, da na komunali, na čistilnih napravah, na vodovodu tukaj nikoli zadeva ni zaključena. To so stvari, ki se vedno spreminjajo, jih je treba dograjevati in posodabljati. Prav zato imamo tudi čistilno napravo Prekopo, katera pa je potrebna nadgraditve, in tudi tukaj se ravno konec meseca dobimo z izvajalci oziroma z pripravljavci projekta, da bomo razširili to čistilno napravo na nek način, ki bo čim manj posegalo vse to, kar je sedaj, pa bomo največji izplen iz tega dobili. Tako da čistilna naprava Prekopa je tudi ena izmed prioritet, ko jo moramo urediti. Ravno tako pa tudi, kar se vodovoda tiče na Tešovi, da se bo pripravil objekt za pripravo vode. Ta voda večkrat zakali, kadar je deževje, in bomo tudi tukaj uredili en prostor, kjer bi tega se rešili, da bodo ljudje bolj brez skrbi pili in tudi boljšo vodo. Tu pri skrbi za čisto pitno vodo ste se za pridobitev evropskih sredstev povezali tudi z drugimi občinami, s Polzelo, z Braslovčami, s Preboldom, s Taborom, in zdaj skupaj peljete pravzaprav projekt nadgradnje tega vodovodnega sistema.
Tukaj gre za projekt oziroma iz naslova Dogovor za razvoj regij. Prijavilo se nas je 5 občin Spodnje Savinjske doline, ker tudi tukaj ena občina premajhna, sama ne zadosti tistim pogojem razpisnim, zato smo se vse občine skupaj povezale, ker se tudi naši vodovodni sistemi povezujejo. In na Vranskem bomo pridobili obnovitev glavnega vodovodnega sistema od Vodohrana Vransko do Vodohrana Vindija. Tukaj se bo v celoti zamenjal sistem, s tem bomo zmanjšali vodne izgube in pa tudi poskrbeli za boljšo pitno vodo. Vemo pa tudi, da v teh časih vremenskih je voda res dobrina, ki verjamem, da jo bomo vedno bolj spoštovali in tudi sami pazili na njo. In je zelo pomembno, da tudi ta naš glavni vod posodobimo in sedaj imamo takšno možnost in smo seveda vsi pristopili k temu projektu in se veselimo, da bomo ta del vodovoda obnovili tako, kot je potrebno. Sicer pa se na občini že kar nekaj časa pripravljate tudi na prenovljen občinski prostorski načrt, razgrnitev načrtujete že zelo kmalu. Ja, sedaj pa res lahko rečem, da kmalu načrtujemo razgrnitev, sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Zadnja 3 leta smo se res intenzivno ukvarjali s temi pripravami, vsaj usklajevanja z ministrstvi in z našimi strokovnimi službami v občinski upravi. Tako da konec poletja letos pa res načrtujemo, sedaj smo pridobili vsa pozitivna mnenja in pričakujemo konec poletja razgrnitev in verjamem, da še do konca tega mandata tudi sprejetje teh sprememb in dopolnitev. Bo sprememb veliko, kaj te omogočajo? Kar nekaj jih je bilo, zelo različno, seveda jih veliko zanimajo gradbene parcele, veliko je bilo usklajevanj, smo nekaj na poplavnem območju, plazovitem območju, potem kmetici imajo svoje zahteve, vodari, varstvo okolja spet drugo, tako da je bilo ogromno teh usklajevanj in v sklopu oziroma v teh možnostih, kakršne imamo, smo pač skušali čim več dobiti dobrih izhodišč za naše občane. Seveda ob razgrnitvi sledijo potem še pripombe, obravnava teh, usklajevanje. Kdaj pričakujete, da bi potem lahko svetniki sprejeli ta občinski prostorski načrt? Se pravim, da če bi nam uspelo do konca mandata, ampak bomo videli, kako se bodo stvari zapletle. Ta javna razgrnitev, potem pa tiste pripombe, potem gre hitreje. Ne traja tako dolgo kot vse ostalo, ker je treba bilo do sedaj vnašati v teh sprememb in dopolnitev v vse te procedure. Tako da potem gre hitreje. Upam, da bo do konca leta gotovo, ne upam pa 100% obljubiti, želim pa si, tako bom rekla. Še bova nadaljevala z najinim pogovorom, kratek predah za naše oglaševalce, ostanite v najini družbi, takoj se vrneva. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Muta, kmetijska mehanizacija dela take prikolice, da ti vedno pridejo prav. Ko se gradbeni material domov pripele, ko treba kakšen večji kos bele tehnike iz trgovine spraviti, pa ko se prdelek iz polja pripele. Ki jih najdeš? Pri Agri. Itak.
trgovine, joge! Dobrodošli nazaj, potepamo se po občini Vransko, z menoj v studiu pa še vedno županja občine Vransko, gospa Nataša Juhart. Še en projekt, na katerega stavite, je Zelena pot vseh generacij. Gre pravzaprav za zelo pomemben projekt, ki bo prinesel neke rešitve, na katere pravzaprav v občini čakate že vrsto let. Kar 14 različnih točk je vključenih v ta projekt. Ja, drži. Tudi to je projekt iz dogovora za razvoj regij. Tudi tukaj se nadejamo, da bomo res lahko uredili, kot smo pripravili, 14 točk in verjamem, da bomo uredili res take točke pomembne za ljudi, za naše občane. Predvsem eno izpod teh točk, če omenim, je ureditev našega trga pod Kostanji. Tam je ploščad nad Merinščico, kjer se sedaj dolgo časa ni nič dogajalo, ker se tudi ni smelo, ampak smo uspeli se pogovoriti s spomeniškim varstvom in z vodarji, če rečem po domače, in so nam prisluhnili, tako da smo skupaj našli neke rešitve, da bi lahko uredili ta naš trg, potem okolico kulturnega doma, vrt Šventnerjeve hiše, pri šolskem čebelnjaku, potem pri društvu upokojencev bi tudi nekaj postorili, tako da tukaj gre za tak trajnostni pristop, ne. Marsikdo reče, vse je zeleno, kaj bomo še delali zelenega, vendar ni zeleno, samo zeleno, ne, in se da iz tega res narediti še veliko več in verjamem, da bomo uredili te točke tako, da bojo primerne za uporabo. Sedaj smo se dolgo časa s tem spogledovali, zdaj pa bo tudi nekaj izmed teh projektov zaživelo in verjamem, da bomo veseli, ko bo enkrat to pod streho in bomo lahko potem te točke tudi koristno uporabljali. Zlasti ta trg je na svojo prenovo čakal, lahko rečemo, že kar desetletja in več. Tam pripravljate tudi to podeželsko tržnico. Skratka, prizorišče je ta pravo, ne? Ja, res je. Res tukaj, ko je ta ploščad, so včasih že bili dogodki, kakšni manjši, vem, da so imeli tudi že v preteklosti sprejeme za novorojenčke, tako da kakšni taki manjši butični dogodki bodo, za ogromno število ljudi ne bo prostora, ne? Zagotovo pa bomo lahko tam izvajali kmečko tržnico, da ne bo treba tam na teh parkiriščih, kjer sedaj to izvajamo, marsikakšna delavnica, kakšni manjši butični dogodki se bodo lahko tukaj izvedli in pa zagotovo bo zelo prijazen prostor, kjer se bodo lahko ljudje zadrževali, bo nekje na nek način klopi urejeno, več o tem danes ne bom govorila, ne? Ampak bo res tako, da se boš lahko tam posedel in pogovoril s kom in lepo pod Kostanji in v takšnem čudovitem prostoru, no, tako da, kot je zasnovano, bo zelo lepo in tudi uporabno. Kako pa je letos z urejanjem cestne infrastrukture? Kolikor vem, ste pripravili nek 5-letni plan, načrt, po katerem boste se lotili tega? Ja, že dolgo smo to načrtovali, sedaj pa smo res to izvedli in so občinski svet občine Vransko je tudi to potrdil. Prav je, da imamo nek plan, katerega se bolj kot ne držimo, ne? Zagotovo bomo gledali pri tej cestni infrastrukturi sočasnost kakšnih drugih projektov in če imamo neko cesto načrtovano za popravilo ali za izgradnjo v letu 2027 ali pa 2029, glede na to, kadar se bodo kakšna dodatna dela zraven izvajala, bomo pač spremenili in uredili. To je plan, ki se ga bomo skušali čim bolj držati, je pa to živa stvar, ki se bo tudi še dopolnjeval in tudi po potrebi in tudi glede na nujnost spreminjal. Cest imamo veliko v naši občini, nekatere so res zelo dotrajane, strani države ne dobimo sredstev za obnove cest, tako da to zelo pogrešamo in to bi si tudi želeli, a ne, cestna infrastruktura, vemo, da je vedno bolj obremenjena in zato imamo zdaj ta plan, da se bomo tudi tega držali in zato, da približno vemo za vsako leto, kaj nas čaka in tako tudi planiramo v proračunu. Občina Vransko je podeželska občina, zato tudi področju kmetijstva posvečate posebno pozornost pri pripravi proračuna in pri aktivnostih. Ja, kmetijstvo je ena zelo pomembna gospodarska panoga. Tega mislim, da se bomo vsako leto bolj zavedali in bomo morali kmetom tudi vsako leto bolj pomagati, če bomo želeli tudi jesti zdravo doma predelano hrano. V lanskem letu smo v proračunu nekaj več sredstev namenili za kmetijstvo, 30 000 evrov.
kar je za našo občino kar nekaj v primerjavi z preteklimi leti, in vsi prijavitelji, ki so se prijavili, so prejeli ta sredstva, in verjamem, da jim je bila to res neka vzpodbuda za različne pripomočke, kar potrebujejo za to, da lažje kmetujejo, da so si lahko majčkeno pomagali s tem sofinanciranjem strani občine. To delamo tudi v letošnjem letu in tako bomo delali tudi naprej in po potrebi dodajali tudi še kakšne dodatne vsebine, zato da jim bomo skušali biti čim bliže. In ker se res zavedamo, da so zelo pomembni, morda tega ne občutijo, pa želimo, da bojo. Dolgoletno sodelovanje z Zavodom Svetega Rafaela ste nadgradili tudi s pogodbo za izvajanje dolgotrajne oskrbe. Kako poteka sodelovanje? Sodelovanje z Zavodom Svetega Rafaela zelo dobro poteka. Imajo zelo dobre kadre in že zelo dolgo sodelujejo z občino Vransko. Imamo podpisano koncesijsko pogodbo za pomoč in postrežbo na domu. K tej pogodbi sedaj smo pa podpisali aneks tudi o dolgotrajni oskrbi. Zagotovili so nam, da imajo kadre pripravljene, tako da, ko bo treba pristopiti, smo tudi tukaj lahko na varni strani in da bomo z roko v roki naredili, kar bo treba za naše občane, da bodo lahko čim dlje doma na svojih domovih, in pa da bodo imeli res kvalitetno oskrbo doma. Na eni od zadnjih sej občinskega sveta ste obravnavali tudi strategijo razvoja turizma v Spodnji Savinjski dolini tja do leta 2030. Kakšno mesto v njej zaseda občina Vransko? Bom rekla, da zelo pomembno, tako kot pri vseh občinah Spodnje Savinjske doline. Občine smo vsaka za sebe, po drugi strani smo pa tudi zelo povezane preko mnogih zavodov, ki smo soustanoviteljice, in zato je tudi ta turistična destinacija povezuje vse naše občine. Prav je, da se povezujemo, ker smo sami le premejhni, je pa tudi pomembno, da se vsaka občina kot sama zase s to svojo butičnostjo tudi predstavi in verjamem, da imamo na Vranskem marsikaj za pokazati, tako veliko naravnih znamenitosti, sprehajalnih poti, poti za kolesarjenje, turističnih in kulturnih spomenikov, tako da se da marsikaj videti in je prav, da se s tem pokažemo, ker tudi če delamo na teh projektih, ko se prijavljamo in potem delamo različne projekte, kot je Center jamskih doživetij, zdaj Šventnerjeva hiša, dajmo to res obogatiti in ljudi porivabiti. Ne samo, da mi delamo, ljudi pa potem gredo mimo, tako da je treba res takšne butične stvari predstaviti ljudem in verjamem, da bo to vedno bolj zanimivo za ljudi, da bodo prišli pogledati na Vransko in tudi vse ostale občine. Ste pa tudi nekako na dobri izhodiščni točki, glede na to, da občina leži ob izvozu iz avtoceste, da ne nazadnje že kar veliko potnikov, ki se pelje mimo, uporabi izvoz Vransko, se tam ustavi, ne vem, da kaj poje, pa jih potem lahko privabite še na kakšno drugo turistično atrakcijo. Tako, zato je zelo pomembno, da se tudi povezujemo z našimi ponudniki. Če pride nekdo nekam nekaj pojesti, da si lahko pogleda, kam lahko gre od tukaj naprej. To je ena taka zelo pomembna povezanost v občini. Avtocesta je pa plus ali pa tudi minus. Ljudje lahko grejo na izvozu in se ustavijo in pridejo na Vransko, lahko pa tudi zdrvijo mimo. Tako da moramo pa biti mi pripravljeni in drzni, da bomo ljudi povabili in da bodo radi prišli na Vransko. Na Vranskem že kar nekaj let deluje tudi projekt Prostofer. Kako je uspešen, kakšno je pravzaprav zanimanje za te prevoze za starejše občane? Projekt je zelo uspešen, bom rekla. Od začetka je nekaj časa trajalo, da so se ljudje na to navadili. Tudi kakšen starejši, ki ima morda otroke, pa reče, nisem upal poklicati, sej pa imamo mi doma en avto. Jaz nekaj v redu, če imate avto, ampak ni zdaj nujno, da moraš biti glih sam, da se lahko poslužuješ Prostoferja. Tako da vedno bolj se ljudje za to odločajo in so potem tudi hvaležni. Tudi mi smo zelo hvaležni, da imamo toliko prostovoljnih voznikov. 5-6 je zagotovo zelo aktivnih, nekateri so bolj občasni in s njimi res iskreno hvaležna. Zato smo tudi rekli, da se jim nekako zahvalimo. Saj vemo, prostovoljstvo je nič plačila. Zato smo v lanskem letu za njih organizirali tečaje varne vožnje, da smo jih popeljali na center varne vožnje, da so tam še se malo urili v tej varni vožnji, zato da bodo bolj varni za sebe in tudi za vse tiste, ki jih prevažajo. Je pa res to en tak velik doprinos in verjamem, da bomo s tem nadaljevali vnaprej, ker
ljudje rabijo pomoč, velikokrat so sami, tudi tisti vozniki, ki jih vozijo, z njimi velikokrat poklepetajo, tako da ni samo prevoz, je kdaj še kakšna psihoterapija ali pa samo, da imajo kakšnega človeka ob sebi. Tako da hvala vsem prostovoljnim voznikom, ki se dajo na razpolago res. Sicer pa se na Vranskem vse skozi dogaja tudi na družabnem področju. Bi izpostavili katerega od preteklih dogodkov in pa mogoče, če pogledava v prihodnost, povabili na katerega od tistih, ki se bodo še zgodili? Na Vranskem se kar veliko dogaja, res v bistvu od januarja do decembra, kar ves čas. Zdajle smo imeli ob občinskem prazniku veliko dogodkov, kulturnih je v glavnem so že mimo, sedajle pa nas čakajo še športni dogodki. Tale vikend nas čaka veter v laseh in pa pohod z guštom po poti dediščine. To je ena taka zanimiva pot, popotovanje, kjer se vmes ustavljajo in se lokalni ponudniki predstavljajo in je tudi malo pogostitve in pride kar veliko ljudi, ne samo z Vranskega, tudi iz okolice, tako da na to vas vse lepo povabim v soboto in prav tako bo tudi veter v laseh. To je športom proti drogi, da se družine podružijo in vidijo več različnih aktivnosti pri našem novem igrišču. Potem bomo imeli pa tudi konec meseca še 6 ur črete. To je pa tudi neka nova zadeva, ki jo uvajamo, tako da se bodo, jaz se ne bom, lahko poizkusili, kako so vzdržljivi v 6 urih Vransko čreta, koliko krat pridejo po tej poti gor in dol, tako da to je pa tudi nekaj bolj za tiste, ki imajo radi posebne izzive. Pa še nekaj športnih dogodkov, Vransko, vzhod, zahod, nogometna tekma, tako da zdaj v glavnem do konca meseca še nekaj več športnih dogodkov. No, kot kaže pa, če malo pogledava izven okvirov občine, naj bi Slovenija kmalu dobila novo vlado. Katerim vprašanjem povezanih z lokalno samoupravo menite, da bi ta morala dati v prihodnjem mandatu največjo pozornost? Kaj si občine želite? Ja, zanimivo vprašanje. Občine, lokalna skupnost, mi smo seveda najbliže našim ljudem, našim občanom, mi najbolj vemo, kaj naši ljudje potrebujejo, kaj potrebujemo v lokalno skupnosti in bomo zelo veseli, če bomo imeli na drugi strani sogovornike, ki bodo to razumeli. Za vse občine bom rekla, da v neki meri, še posebej pa prav za nas, ki smo majhne občine, da bi bili tako prijazni, da bi v kakšnem večjem procentu sofinancirali različne projekte, da bi tudi mi manjši si lahko privoščili kakšne stvari, saj vemo, da vrtec stane ravno toliko v Žalcu ali pa v Celju kot pa na Vranskem, in je težko ta sredstva prihraniti oziroma načrtovati, da lahko to izvedeš. Vse se zelo trudimo, zelo delamo, ampak če bodo nam prisluhnili na različnih področjih, pa da bi morda tudi kakšno sofinanciranje za cestno infrastrukturo nam bili namenjeni dati, tako da ja, verjamem, da bomo imeli dobre sogovornike, mi jih bomo zagotovo na to opominjali, kot smo tudi delali že do sedaj. Včasih si slišan, včasih nisi, želimo si, da bodo na vladi takšni ljudje, ki bojo želeli delati za ljudi kot mi v lokalni skupnosti. Gospa Nataša Juhar, županja občine Vransko, najlepša hvala za tale pogovor, pa vendarle čisto ob koncu, glede na to, da ste praznovali občinski praznik, še mogoče kakšna misel, lepa želja vašim občankam, občanom? Ja, seveda, ob občinskem prazniku je čas za čestitke za vse in pa seveda tudi za zahvale. Hvaležna sem vsem v občinski upravi, mojim sodelavcem, ki trudijo, ki so z vsemi temi projekti, ki morda marsikdo ne ve, koliko usklajevanj, koliko dela je potrebno za to, da lahko se prijaviš na nek projekt in pa seveda, če si uspešen in dobiš ta projekt, da je treba tudi izvesti. Tako da to je kar dolga pot in sem res hvaležna celotni moji ekipi, seveda vsem našim občinskim svetnikom, vsem nagrajencem, ki so dobili te nagrade in res prav vsem zavodom, posameznikom, ki karkoli naredijo, da je na Vranskem lepo živeti, ki se potrudijo, ki žrtvujejo tudi svoj prosti čas za to, da je na Vranskem lepo in vabim naše občane, da se, kadar imamo kakšen dogodek, da se udeležijo, da pridejo, da se podružimo, da se malo še bolj spoznamo, tudi morda v kakšni drugi luči, ne samo na to, kaj kdo počne, tako da je prav tudi, da se kdaj srečamo kako drugače in verjamem, da v soboto tale pohod bo en tak trenutek, kjer bomo lahko sproščeno poklepetali in spoznali delček naše lepe občine. Tako da hvala vsem za vse, kar storite za našo občino in
vabljeni, da še pridete v našo občino Vransko. Samo še to, letošnje leto je tudi volilno leto, tudi županske, občinske volitve sledijo proti koncu letošnjega leta. Ste že sprejeli odločitev, se boste znova podali v bitko za županski stolček? Glede na to, koliko projektov nas še čaka, katere stvari vse imamo odprte, kaj se začne zdaj delati, mislim, da je tudi prav, da se še podam naprej v tej vlogi, da še kandidiram in mislim, da imamo še marsikaj za postoriti in se bom dala na razpolago z veseljem. Še enkrat hvala za pogovor in uspešno delo tudi v prihodnje. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste nas spremljali. Oddaja Vi sprašujete, župan odgovarja bo z vami znova prihodnji ponedeljek, do takrat pa vse lepo in nasvidenje.